Živijo, jaz sem Boštjan Ahbar in to je podcast podrobnosti, epizoda številka 114. Pižamc, Sultan, kje sta? A 114 je kaj, ni, a ne? Sam 112. Ja, Saset od Kingstonov. Ja, sem klik grunto zihar, ja, pa ni, ne, nič ni, ne. 112 pa 113. Zdaj moramo že spet čakali neko cifro, kjer bomo lahko imeli te slabe šale. Ja, dolgo je ne bo, po mojem. Ne vem, Boki, povej, kaj smo zanj delali, pa pol pižama, admin, pa krenemo naprej, ne? Ja, in na zadnje smo imeli Festivus 2018. Ja. Naslov ne bom povedal, si ga dajte prebrati. Ja, čeprav si praktični avtor, ampak v redu. Za vse, ki ne veste, naslov je Pižami in Anžeto plačam kosilo vsakič, ko se vidimo. Ja, lepo, ne. Ja. Pač mi trije smo bili plus Godler in smo se zezali, to je to. To je to, več ali manj. Meni je, škaj mi je ful všeč pri teh festivalsih, ko vidiš, ki je konc leta v podcast feedu. Ja, zdaj smo nekaj, že toliko cajta ponavljamo, dejansko prav vidiš, pa koliko epizod vmes naredimo, ne? Meni se to ful dopada. Čeprav leta smo bili, meni se zdi kar malo poslušalci razočarani, ker smo si končali v nekem zelo treznem stanju. Ni bilo tega, nismo dosegli tega nivoja, tega visokega praga kakovosti, ki ste ga lani postavili Joco, ki me je nadomeščal, pa Godler. Ja, mislim predvsem Godler. Mislim, da nočem Joco ta disati, ampak če je kdo zaznamoval festival z 2017, je to Jure Godler. Tako da mislim, da tisti naj bo plafon, ki ga skušamo od zdaj naprej doseči, pa nam nikoli ne uspe. Gremo tako nač. Tako da ja. Bomo pa še naprej poskušali. Ja, bomo pa seveda, trudili se bomo, da je dejstvo. Ker to je vse, kar nam ostane. Pižanc, povej admin. Vsekakor lepo povabljeni na našo spletno stran aparatus.si, na Twitterju nas najdete kot afna_aparatus_si in seveda tudi na posebnem računu afna podrobnosti _si, ki ga vodi naš stružen strokovnjak, ki je prav vesel zdaj, ker še ni snega, tako da se ozebline na nogi lepo vidijo, ker pa sneg pade, jih pokrije in ne more tarnati. Na Facebooku nas najdete na aparatus.si in pa seveda tudi Aparatus, legitimna FB skupina, kjer se dogaja kar veliko stvari. In pa še tale podcast dejansko je podcast. Podpri.si. Bohlonej. Ja, to dejansko je podcast. Se strinjam. Kaj si rekel na koncu? Bohlonej. Bohlonej. Ja. Ja. Jezus, kam smo prišli. Kaj? Pa to je mislim, pižanci tak na meji živi, tako da to je itak. Okay. Na meji med čim? Med ateizmom in konfesionalno religijo? Ali 21. in 18. stoletjem? Mislim, da ni to eno in isto, resnico. Ja, ne vem, treba je vprašati Delo, pa njihove plakate. Ja, ne bomo, prosim, te plakati so res, ne bomo se sploh o tem pogovarjali. V glavnem, jaz mislim, da je to zdaj, jaz lahko povem, kam bomo zdaj počeli, ali pa Boki to pove, pa reče, vemo, kaj mora reči. Očitno bom jaz rekel, odlično. Izvoli. Ja, imeli bomo draft stvari, ki so nam blekule 2018, pa na Twitterju smo tudi vprašali, ljudje, ki jo vprašajo, tako da bomo šli čez, bomo en tak fin draft naredili, kjer je plan, da na koncu padejo ven linki, da še koga inspirira, da kaj pogleda, posluša, preigra karkoli. In ker je to draft leta 2018, bojo najboljše stvari na 3. mestu. Ja, hvala za to, mislim, ne bom. V glavnem, Boki, veš, kaj moraš reči, ne? A že, štarti zadevo. Jaz žrebam. Gospe in gospodje, kot ponavadi začnemo z žrebom. In prvi je Boki, drugi je Anže in tretji veliki vodja.
To je sumljivo hitro se je tole zgodilo, pa ti si na 3. mestu. Sem to rekel, nočem takoj podvomiti. Poklič Matoza, prijav na upravno sodišče, lahko počakamo en teden, pa potem nadaljujemo snemanje. Meni ni problema, ti sam povej, kakor hočeš. Itak karkoli ti bomo dali kaslec, ne boš sprejel, tako da boš itak sen. Zato, ker je polno New Yorkerjev, ki sem jih nadaven pobirati. Okay, prvi krog, se pravi, smo rekli, da bomo delali najfilm 2018, ki smo ga videli. Boki začne, tako da Boki, najfilm 2018. Veš kaj, še predmo začeli, mi smo v našem tako imenovanem war roomu, tukaj smo se sklenili, da tradamo prvi pik za drugi, tako da izvolim že. Meni je, mislim, res, to je kar slabo v resnici. Jaz pri filmih nisem jih polno gledal, ne vem zakaj, ampak ker nimam več toliko časa v življenju. Welcome to the club, jač. Ja, zdaj me v bistvu bolj razumem, no. Rekel, res, ker vse nekako po kosih gledam, ampak kar sem pa gledal, če odštejemo vse te Marvelove zadeve, ki sem jih dejansko ene par pogledal, ker ti drugač bi lahko rekel Thor Ragnarok, ki sem skoraj sicher, da sem ga letos gledal, mislim, leta 2018, ne? Ampak v resnici nisem prepričan. Jaz bom malo zatežil, mislim, ne vem, ali to pomeni, da zatežim ali whatever, mislim, da sem to že omenjal, ampak Hypernormalism od Adama Curtisa, je dokumentarec. Jaz sem to že večkrat v teh podcastih omenil, da sem največji fan Adama Curtisa na svetu. To je en človek, ki za BBC dela dokumentarce. In leta 2018 je ven dal Hypernormalism, ki v bistvu se nekako razlagati, o čem so njegovi filmi, je v bistvu kar težko, ampak ta se pač nekako loteva modernega časa, malo tudi Trumpa, ampak v resnici ne čist. Ampak kako vse skupaj propada v resnici. No? In je zelo dolg film, za ta film, za vse njegove filme praktično si moraš kar tako čas vzeti, pa moraš biti mentalno pripravljen, v bistvu ne. Sam mislim, da se ga splača pogledati, no? Ker on zmeraj nekako proba zapakirati vse te tako svoje misli in vse na nek način, kjer izpade pol, da si se nekaj naučil, mogoče nekaj izvedel, malo ti razširi obzorja, predvsem ti pa da misliti. No. Je pa, moj bog, sem hotel googlati, pa bom zdaj med tem, ko zavlačujem, ne, ampak je Hypernormalization je dolg, da ne bom 2:40. Ok, 2:40. Tako da, kot sem rekel, 2:46. No, še to. Koliko je to v primerjavi z Interstellar? Ne veš, po mojem tam, ni. Če je Interstellar mine, kot da bi gledal 5 minut. Če si boki. Ja, če si kdor. Ja, točno to, drugače 2 dni pa pol. Ne, ampak res, Hypernormalization je res tako, pač kičasto fajn dokumentar, jaz bi celo rekel, da mogoče eden boljših njegovih, pa je res jih par dobrih naredil. In je v bistvu edini film, ki sem ga večkrat enkrat gledal letos, no. Mislim, da mi ga je ratal 2krat tako res celega v šusu videti, pa sem ga pa še ta 3. gledal tako po kosih, no. Ker pa nujno podnapise. Pač, ker se ne da samo temu slediti. Ampak jaz sem res preveč velik fan, tako da to je treba z zakupom vzeti. Ampak ta je eden njegovih boljših. No, čakaj, dejansko je ta film na YouTubu? Ne vem, če je na YouTubu. Mislim, full folka njega. Zdaj ga gledam na YouTubu, če to piše Hypernormalization 2016 plus subs, sem zakaj piše 2016. Ja, zato ker itak je ven je kao mislim, to je od BBC-ja, pa napreden ven pride dejansko, da ga lahko vidiš, traja. Jaz sem ga pač letos gledal, zato pač to rečem, ampak je ne vem, mislim, tudi če je na YouTubu, tam dvomim, da so podnapisi, no. Ta mora iz tovornjaka past, ne vem, če BBC to sploh ven daje, zihar je pa kje DVD ali pa Blu-ray sta že na voljo, no. Jaz bom to itak nabavil, čim bo opcija, no. Ampak ja, tako da Hypernormalization, Adam Curtis, res evski dokumentarc, oziroma Adam Curtis film, ne vem, so to dokumentarci, ampak unike gledajo, vejo. Tako da, ja, to je to. Hvala že, ker si izbral film, ker se res nisem mogel oglašati vmes. Ja, ne, ni bil to moj namen, ampak... Mislim, tega si omenil že parkrat, jaz ga moram pogledati, ga moram prav zacahati, da se ga končno to pogledal, no. Ja, ker res, meni so take stvari super, no. Tako, Boki, če ti ga lahko pičam v 2 stavkih,
To je tisto, kar bi Joe Rogan 3/4 cajta rad dosegel s svojimi podcasti, pa mu ne uspeva. Je ta film. Kaj, spet voditi Fear Factor. Ne, samo tako, veš, to vse, kar ti internetari hočejo nekako biti kul, pa nekako zapakirati, pa razlagati svet, ne. To Adamu Curtisu dejansko uspe na nek legitimen način, pač samo to je. In res je topno. Tako da ja. Pa gledam, kle na IMDb ima 8,3, kar je pa kar veliko resnic. Tako da ja, okay. To je to. Boki, tvoj pik. Nisem tako ti ne gledam full filmov, v bistvu imam zelo manj časa, ko sem ga imel prej, ko sem še igral, ker so bilo med potovanji si mislil samo na tekme in treninge in si se lahko pomislil odklopil in gledal filme in zdaj pa moj live malo drugače zgleda. Tako dejansko, ko potujem, imam tudi veliko dela, ne samo da igram tisto tekmo uro pa pol. In ne gledam več toliko filmov pa serij, ampak en film, ko sem ga gledal letos, pa me je tako res, se mi zdi, da ga malo ločim od ostalih. Jaz sem ga omenil že Hereditary, v bistvu grozljivka, no, ampak je tako malo psiho varianta o eni družini, ki se k njim nekako priseli nek entity ali nekaj takega. Ne? In tisti, ki so gledali ga, bojo točno vedeli, zakaj se gre, ker je pač tako malo res težek, tak neki družinski spori, pa v bistvu se skozi cel film nekako do zadnjih 5 minut stopnjuje ta napetost in pol v bistvu na koncu poči, da te krečem. To je za mene bil film, no, pa 2018, ki je zaznamoval leto 2018 za mene, kar se filmu tiče. No. Vi niste še gledali tega? Ne. Jaz sam po opisu sodeč je tako, kot lepo je biti sosed, tisti, ki je bil čas na popu. Tam. Ne, jaz redko gledam te hororje, ful redko gledam, no, ampak zdaj si ga že toliko pomenil, da meni točki ga bo treba gledati. Ja. Ko smo pri hororjih, Bird Box sta gledala mogoče že? Ne še. A ti si gledal kaj? Ne še. Mislim, sem gledal, sem imel ful na potih, pa oči sem imel zavezane. Hočem reči, da tudi jaz ne gledam teh grozljivk, mislim, ni mi to meni zagledati, ampak ta je pa nekako sem slučajno naletel na tega in malo sem ga mogel 2 delih gledati, zato ker sem bil, še spomnim, sem letel za Atene in sem ga gledal na letalo in iz ramena stila ena ženska, ko imaš fucking feeling, ko te nekdo bulil, to meni tega živce, ko mi bulil a veš, pač ni imela ne revije, ne telefon, da bi kajkoli, ne svoj laptop, nič, in pol se pač prpopa na tebe, ko nek vampir in me je toliko motilo, da gleda moj film, tako sem se na stran obračal. In na eni točki ta film dejansko to malo negnusen, pač tak film je in tisti, ki so gledali, mogoče vejo, o čem govorim, pač neprijeten, no. In sem prav videl, kako se je začela na sedežu malo premikati, pa sem si mislil, evo ti zdaj, ko buliš, evo. Tako da sem pol v bistvu prekinul in pol nadaljeval šele kasneje, ampak tako da se prav spomnim. No. Tisti, ki imate radi malo take strahljive, pa malo take drama variante, malo težje filme, da tem tako rečem. No. To je ta, recimo, se splača pogled. Pa tudi malo dobre ocene sem videl, no. Tako da ni nek češki. Zdaj me res zanima, kaj bo ta prizor, ki ti je rahlo nagnusen, glede na to, da je te všeč ljubezen po domače. Da... Sem intrigiran. Čakaj, pižama, zdaj všeč, to je zdaj... To je močna beseda. Mislim, tukaj lahko zdaj povemo eno javno skrivnost. Namreč takrat, ko se je začelo, ko so se snemale tiste podrobnosti, kjer je ubogi Anže bil... ko se temu reče, nema priča prometne nesreče, je nastal en chat na Instagramu, v kateri so pač vsi sodelujoči v podrobnostih in oba gosta, se pravi Tamara in Gašper, in to je najbolj živahen chatroom na Instagramu, kjer sem kadarkoli bil. Sicer noter so Gašper, Tamara pa Boki, totalno aktivni, midva z Anžetom, pa ne vem, mava pa preveč schadenfreude v sebi, da bi se izklopila ven iz te skupine. Ja, to jaz na vsake tok cajta preverjam, kaj piše, da itak nič ne razumem, ampak pač tako je življenje. Vemo, da enkrat gre kdo s kom narazen, pa kdo s kom skupaj. Ja. Sledimo stvarem, ki jih ne poznamo. Jaz sem to rekel, da je dal Gašper Brigant fantastično idejo in res prav vidim, da se želi, da bi on rad vodil to. Tako da če slučajno posluša kdo, ki lahko pomaga Gašperju, da bi on bil voditelj oddaje Ljubezen po domače, dajte ga not spraviti, ker to bi pa dvignilo rejtinge za krat 1000, sam to bom rekel. Pa #FreeBergant.
Ja, Ja. ja, nujno. Ker on si to res želi. Tako res. Ne, si ne. Noben si tega ne želi. Ne, on si. Ja, okay. Da, če to veš, v redu. Kako smo zdaj prišli do tega? Mislim, Ja, ne vem, lahko se ne pogovarjamo o ljubezni. Anže, reži to. Ja, glavnem, Pižamc, tvoj film. Ja, jaz sem še do prednedavnim, do pred kakšnih 72 ur tega ali pa več sem tuhtal, da bom mogoče rekel, čeprav ima letnico 2017, ampak se je pri nas predvajal letos, da bom rekel Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Okay, ampak potem sem pa predvčerajšnjem zvečer, čisto slučajno, ko sem šaltal na letu, mislim, da je bilo na Cinemaxu en film, ker je tako, zaključna špica je bil nek komad naslov Gangsta, je bil naslov filma in se rekel, dajmo pogledati, verjetno neka taka parodica, pa da bo lahko, ne vem, Hearthstone zraven gor ali karkoli. In sem dal in so oba z mojco čisto not padla, dejansko tako ful boljša stvar, kot bi pričakoval, da je. Gre pa originalni naslov Pacer, gre pa za belgijski film, flamski film. Flamski. Ja, ampak dejansko kul zadevo, ki govori o 4 kolegih, 3 tipih pa eni punci, ki so skupaj odraščali v Kielu, to je ena soseska v Antwerpu in se jasno hoče obogateti in potem droge in pride en gangster in gor in dol, v glavno ne bi zdaj toliko v zgodbi razlagal, ampak dejansko je stvar, ki sem pričakoval, da bo pač eno teh rip-offov Gaja Ritchija, kakor je kazalo v prvih par minutah, ampak dejansko tako presenetljivo nekaj čustvene globine, tako dejansko imaš nekih odnosov noter, ki jih ne pričakuješ neki taki bleščavi kokainščini. Ne? In med tako kar sem bil pozitivno presenečen in potem sem pa zdaj še, ko sem se pripravljal na to in sem gledal, pač to sta 2 režiserja, sta skupaj naredila ta film, Adil El-Arbi pa Bilal Fallah, ki sta skupaj naredila že 2 filma pred tem, en med njimi bil Black, 3 leta star, oziroma zdaj že 4, ki se dogajajo v Bruslu, tako pač moderna zgodba o Romeu in Juliji, ampak to sta človeka, ki zdaj režirata Bad Boys for Life. Flamca, iz kje sta ona dva? Ja, Flamca, ki bosta zdaj režirata Bad Boys for Life, glih sem poslednji gledal se danes, je včeraj Will Smith objavil kao sliko scenarijev, kao začeli smo in sta dejansko imata v paci potem poleg tega še Beverly Hills Cop 4 ne bi tudi delala. Tako da dejansko sta s temi nekimi, je pa tako res tudi zelo vizualno dobro vice, da modela znata postaviti kadre in je fina zadeva, tako da dajte pogledati, ja. Je na trenutke tako, ko že misliš, da bo šlo v totalno razčefuk in misliš, ok, zdaj bo tle sam še gor, ampak spet zabremza, potegne nazaj in ti da neki celo. Ok, čak, kako je pol naslov? Mislim, kaj smo se zdaj odločili, da je naslov? Na IMDb-ju napište Gangsta. To je kar smešno, trgač. Ja. Ampak ok, Gangsta, fair enough, v redu. Všeč mi je, da moramo biti kulturni pa imeti te evropske filme. Meni se zdi, da pokažemo, da smo na nekem nivoju, da naj rečem pač te podrobnosti v primerjavi s Filmflovom, ne skozi neki ta pofel hollywoodski in moramo jeti na to neodvisno evropsko kinematografijo. Ja, mislim, všeč mi je, da si po posterju sedeč najbolj ameriški evropski film. Ja. Ki je možen, očitno. Ampak, ok, fair enough, v redu. Pa predvsem zaradi tega, ker meni se zdi edin film letos, ki sem ga gledal poleg Three Billboards, da ni bil otroški film z letošnja cifra. Jaz pa Three Billboards še nisem gledal, to moram. Jaz tudi ne. Jaz sem začel gledati, če sem pozabil, da je to naredil isti model, ki je delal film z drugim najboljšim naslovom slovenskega prevoda, ne? To je Morilca na kolektivca. Ok, ti si res, mislim, ti film je super drugač, ampak ja. In itak, tisti je zelo lušten, tudi liki od Sama Rockwella, od Woodyja Harrelsona, ne, pač, da ne govorimo sploh o glavni vlogi, ki te pa itak Frances McDormand, tam, tako kot se rekel, takrat, ki je prišel trailer, ta prvi vam se rekel, jaz bi to gledal film, od katerega plot je Frances McDormand zgleda razkačeno. Ja, tako vsaj v trailerju videti, no, tako da. Ok, a gremo zdaj še na vprašanja, ki se tičejo filmov, ki so jih ljudje spraševali? Pižamc? Dajmo. Ja, Igor Harp sprašuje, Annihilation je gledal kdo? Ja, jaz.
Jaz sem ga dejansko gledal in je skoraj dober film. Tako bi jaz rekel. Skoraj dobro, kaj? Ja, jaz bi rekel, da skoraj dober. Aha, tako da je nekaj manjkalo, ne? Ja. Čist najbolj, ne vem. Ampak jaz, ko sem gledal trailer, pa vse to, pa začetek meni je takoj pritegnil, no, ker se mi je bilo všeč, pa še kaj ne teleportno, kaj igra, kar ni napačno, ne? Ja, on je cool, ja. Ja, konc je, kaj se je, tako da nekaj manjkalo, ne, bil mal na koncu tisti fight 1-1, bi bil mal češki. Ja. Z izvenzemeljskim bitjem ali karkoli že tisto bilo. Ma ja, pa tako, nek twist je kao na koncu, ampak mene tudi ni neki, ne vem. Mislim za pogledati, ampak ni pa glih neka kvazi klasika ali pa whatever, no, tako. Ja. Ja. V bistvu. Imel je svoje momente. Uno je bilo kar srhljivo, ko se spremeni una žival, ko pride od zunaj zvok, ko spušča, kot da nekdo kriči, veš, o čem govorim. Ja. Ja, vem. Ja, pižam se. Vem. To ni spoiler. Ima svoje momente, hoče reči. No. Kot film se mi zdi, da je malo bolj tako, no. Pač nekako, ne vem. Težko se odloči, da bi. Tako, až ni uno, to moraš nujno gledati, ampak je tako, če bo enkrat po TV-ju, glej, ker bo ok. To je ta ocena. Ja. Še kaj pižamc? Dejan Bojič z najboljšim Twitter handlom DB Bon Jovi sprašuje, če smo gledali Mission Impossible Fallout in kakšen se nam zdi. Moj odgovor je, ne, nimam pojma. Jaz sem ga dejansko gledal. Zakaj je to slabo? Zato, ker te filme, jaz to gledam zaradi Simona Pegga. Ja. Okay. Jaz pač to gledam zaradi Simona Pegga. V resnici to, vsi so mi že isti. Vsakeč je nek stunt, ki ga naredijo, enkrat se po avionu skače, enkrat je stolpenca. Relativno vse mi je. No. Najboljša stvar filmov Misija nemogoče je to, da se vsakeč Tom Cruise neki zlom. Ja, to je res mogoče, to je res. Klej je z motorjem vozil po strehah in si zlomil gležen. Tako da ja, to je res definicija filma, ki obstaja, zato da ga pogledaš in potem rečeš, jaz sem ta film videl in to je to. Nič ne ostane. To je kot junk food je, no? Pač se je cool, dokler gledaš, saj menno. Jaz si že nekaj nisem teh pogledal. Koliko je sploh že teh zdaj zunaj? Ne, 17. Občutek imam, da 17. Mogoče da sem 2 ali pa 3 pogledal, pa me od mene malo minilo že počasi. Te akcije si nasplošno meni ta žanr teh akcijskih filmov, kjer se streljajo in potem zmagajo naši, v narekovajih naši, tisto mi nekako ni več, no. Ja, se to je, mislim tako. Pa vse smo že videli, se mi zdi, no, skoke iz helikopterjev, pa skoke v ventilator, pa skoke iz avionov, pa z avtom čez reko, pa z motorjem skozi ogenj, pa z podmornico nad oblake, kaj še manjka pismo. Ja. Skok na senik. Zing. Ampak ja, tako da. Jaz poznam enega, ki bi to zig gledal. Ja. Pižan še kakšen glede filmov? Čamo, CH4MO, sprašuje, kjer je, oziroma so najbolj overrated filmi 2018 in kjeri filmi so najboljši, če izvzamemo nadaljevanje, remake in podobno. Dajte vidva, ki sta rezidenčna filmska strokovnjaka. Mogoče najboljše filme smo itak že vsak povedali po svoje, kjeri so nam bili, no, ampak najbolj overrated, se mi zdi, da smo se zadnjič pogovarjali, da mogoče Solo bil jih tak, ki je bil najbolj overrated, no. To ni 2018, boki, dobro, ampak lej, ballpark, razumem. Jaz mislim, da z redkimi izjemami ta Marvel stvari so ratale pač. Jaz jih sploh ne gledam. Ja, jaz mislim, da Ragnarok pa Black Panther, ajde, Deadpool. Black Panther sem gledal, to priznam, na avionu enkrat, pa še to ne bi gledal, če ne bi res bila edina opcija, ki sem pač imel, ki je bil, veš, ne vem, kam sem letel, ampak je bilo jih tisto pač, veš, na avionu, na malem ekranu, ko itak se ful slabo vidi, pa ne. In sem rekel, ajde bom to pogledal, ker ni bilo dejansko druge opcije, drugače pa še to verjetno ne bi. Pa bil kar okej, no, ampak drugače pa te Marvelu je nekaj preveč jih je, no. Ja, jaz tudi mislim, da so se malo preveč nasičali. To je odgovor za urejte, bam. Če smo pri Marvelu, sem pa danes gledal film, kjer mu je eno od teh posthumnih pojavnosti Stana Leea noter. Aha. In sicer Wreck-It Ralph 2, ta Ralph ruši internet in je Madonniš prijetna risanka.
Ja, sej verjamem. Dejansko je tudi prevod je totalno hodzenem. Mislim, če kjer je Vesna Žagar delala, ki ponovadi dobi te sinhronizacije in jih res mojstrsko odpela, ker je par zelo finih besednih iger noter upeljanih, tudi takih zelo slovenskih, kjer je kontekst dopuščal. Sinhro itak Lotus mojstrsko odgovoril tega Ralfa, tudi par drugih klikov zelo finih. In pa zgodba sama od te parodiranja, zelo samo parodirajoče na Disneyjeve princeske noter, da seveda polnih enih referenc na internet, ki se vidi, da so pač stvari, ki so vedeli, da jih otroci ne bojo štekali, jih bomo pa odrasli, tega nekaj pade na najnižji nivo, kjer so samo še ruševine in imaš tam nek napis GeoCities, pa dial-up connection in take zadeve. Tako da ja, luštna zadeva. Če imate mulce, pelte gledati, ker je dober. Pa tako, dejansko ima to neko to tematiko prijateljstva na en zelo tako, bi rekel, neprisiljen način jo pripelje noter. No, dejansko to film, ki nima, bi rekel, enega negativca noter. No, pravzaprav še največji negativci negativca sta ta glavna junaka na nek način. In pa še eno vprašanje imamo v filmih. Špela Karen nam piše, živijo Špela, prav najprej vse čestitke za tako super podcast. Ravno kar sem zbolela in bi si rada pogledala kakšen dober film športno tematiko. Kaj priporočate? Jaz bom tako rekel ta klasična dva filma in sicer 7 Days in Hell pa Tour de Pharmacy. Ja, ok, zelo dobro, v bistvu. To sta kar redo športna filma, gremo temu reči. Jaz bom pa, jaz rekel za športni film, če ga kdo ni gledal, že spet ena stvar, ki traja 16 ur, ne. Ampak Rudi. Jaz mislim, da je Rudi malo že spet, da je zavesti šel, da se more vrniti. Napreden remake naredijo, da gledaš original. Jaz mislim, da Rudi. Ok. Ja. Ok, ja ne, mislim, jaz kadarkoli mi kdo reče za športni film, se prvo spomnim na White Man Can't Jump, to smo ita že tokrat govorili, ja, da bi nam lahko dali part of a commission počasi. Ali pa recimo Hoosiers, ali pa to, ne vem, mislim, pismo, ko nisem velik fan teh športnih, ampak če že, ajde, The Wrestler recimo, no je bil dober, ne vem. A to je športni film? Ja, okay, že spet, ja, ok, v redu. To je ta, na meji hodimo. Se strinjam. Če je bowling šport, rečemo The Kingpin. Ja, ok, ne, zdaj smo že preveč zavedali. A pa oškaj bi pa rekel, da je res bil dober, meni pa všeč, recimo, bi eden boljših, rečem, športnih, Moneyball mi je bil dober, evo. Ok, to je res, Michael Lewis, ja, yes, Michael Lewis, kar ve kaj. Tako da, Špela, okay. Pozdravi se, pa poglej Moneyball, pa bo boljše, evo. Ja. Rudija, če si bolan, moraš Rudija gledati. Rudija pa se boš dvignil takoj. Tako je, na koncu Rudija vzdrava, sem to rekel. Ok, a to smo, kar je filmov to, ne? Zdaj pa drugi krok, ne? Če se ne motim. Zdaj je jaz, zdaj moj prvi pik. Jaz sem zdaj prvi pik. Vedno ali zdaj hočeš biti boki nazaj? Sem to, da vemo, da zapletemo to. Ti imaš okay. Prvi pik, sej. Mi bomo cash consideration sem zdaj pa bo. Meni panike. Ja, jaz pa zdaj, ena stvar, ki ni iz 2018 je bila samo ta zadnja sezona, se mi zdi, ne? In to je The Expanse. Delamo pa najboljše serije, ki smo jih gledali. To je po dolgem cajtu ena serija, ki sem jo res tako praktično požrl, se temu reče, kot sem je lahko, mogel sem jo na obroke gledati še enkrat, življenje se je spremenilo. Ampak res, to je pa, mislim, to je pa toliko dober sci-fi, da je v resnici malo kičasno. Zdaj, Pižan sem bo klepo pravo, ampak to je po knjižni predlogi, knjiga je pa napisal, se pravi človek, ki je ali pa je bil asistent od Georgea R. R. Martina. Je res? Ja, Ty Frank je en od dveh avtorjev, ki se skriva pod tem psevdonimom, ko že S.J. Corey ali nekaj tasga, nekaj Corey je. Yeah. In jaz sem gledal, priznam, samo prve dva dela nekaj tasga, pa sem stran odplom, ampak moram gledati, sem pa prebral tudi prvo knjigo, no, in je zelo dobro napisana zadevca. Ja. Ta je zelo tak cool model, zgleda in tak ostareli skater s čopkom, pa full ni fan od Ant-Mana. To sta se z Martinom skozi drkala zaradi Ant-Mana. Ja, ker ti si ga osebno spoznal, ne? Ki je bil Martin. Ja. The Expanse je res tako dober sci-fi. Tako sci-fi za leto 2000, bom rekel, nekdaj se je začel 17, 16, 18, whatever, da je bila prva sezona, sklepam, da 16. Ampak tako, to je res.
To je eno od unih stvari, ki jo ljudje gledajo, pa to bo ostalo. No? Kot recimo Battlestar Galactica, un remake, ki je bil, ne? Ki bo dejansko tudi zelo dober sci-fi, čeprav mislim, da je The Expanse boljši, ker so res nore zgodbe, pa tako lepo je prepeljan, pa noro je tudi to, da nekako te like, ki jih spremljaš, tako zelo velik svet je v tej seriji. No? Tako veliko enih likov spremljaš na različnih koncih, gremo temu reči, vesolja. Tako zelo malo je Martinovsko po tej logiki, ne, da res veliko likov spremljaš, pa kako so not pripeljani, pa ljudje tudi umirajo, kar je edin prav, ne? Pa umirajo tako na nek, bom rekel, tako zelo Martinovsko, malo se ti prikupijo, pa zgubiš ljudi, ki misliš, da jih ne boš zgubil. No? Tako bom rekel, ne zdaj nič isto, no? Ampak tako se vidi res nek tak realizem speljan, glik do sci-fi, da nekako kupaš vse skupaj. Res, jaz že dolg nisem bil toliko navdušen. Jaz sem imel tak feeling sem imel, recimo, pri Star Treku v svoji najboljši pojavi, ne, da mi je bilo nekaj toliko všeč, pa da se je v vesolju dogajalo. No. Res. Tle je recimo zelo dober je tudi, no, kako so pravzaprav nastavljeni te rase, zabrav, kam imaš, zdaj če se ne moti, da me popravim, imaš ljudje Zemlje, potem imaš na Marsu in pa te kolonije, oziroma ki so v Beltu, ne, v tem asteroidnem pasu, kjer imaš dejansko zelo tak super detalj tega, da te, ki živijo v tem asteroidnem pasu, ki so tam rojeni, da so dosti višji od običajnih ljudi, zaradi tega, ker pač tam ni te gravitacije, ne, in potem se lažje raztegnejo. Pa se vrtenca se jim pol sprimejo v vratu. Mislim, fulje, da. Boki, to je narejen zate. Ta stvar je narejena zate. Lej, a veš kaj je? Vidim, da je 2015 bo je začelo. No? Kaj je že, 3. ali 4. sezona? 3. Sam je po 13 delov. 13 delov. Sumljiv mi je, da do zdaj nisem tega slišal. Zakaj to nisem slišal? Zaradi časa pa kar neparkrat, no. Ja. Zaradi tega, ker je stvar bila, v bistvu je, bil je Netflix produkcija s sci-fiom, pa je pa potekla pogodba za streaming, ker streamujo je Netflix, pa je pa iz Netflixa zginila, zdaj je pa Amazon vzel za 4. sezono. Tako ful neka smešna in je bila, v bistvu je bila narejena za streaming servise. In pa recimo, če nimaš Netflixa ali pa tega, razen tako, da bi slišiš nekoga govoriti, bi težko zvedel za to, no. Ampak ker sem razen, mogoče pred mesecem dvem, da sem prvi slišal in tudi nekaj sem prebral, da mogoče, da se motim, ampak v smislu, da je to serija, ki ima največ teh takih special effects pa to od vseh do zdaj. No. Ja, da je najbolj se vložilo v to, da najbolj zgleda izpade karkoli že, no, po domače povedano. Ja, in zelo dobro zgleda. Zelo dobro zgleda. Ja, res, tako, to se prav... Res, jaz bi rad, da nekaj v tem stilu pač Star Trekom naredijo, recimo, ne. To bi bilo top, ne. Tako da, ampak ne vem, meni je res, The Expanse je, kar se mene tiče, tako kar mal remek delo za serijo, ki se v vesolju dogaja. No. Se pride zdaj nova sezona Discoveryja ta teden. To je pa tudi res, nova sezona Discoveryja prija. Sem to je 2019, tako da to ne morem govoriti. Ampak saru. Ja. Tako da, Boki, tvoj pik za serijo. Jaz bi vseeno rekel The Handmaid's Tale. Še kar smo fani. No, fani. Ja. Okay. Ja. Ne morem, mislim, meni je dobro. No. Jaz sem velik fan in čakam z velikim zanimanjem naslednjo sezono. Priporočam to serijo in vsak, ki je to pogledal, pol in mi prišel nazaj zadovoljen. Tako da nekaj že prav delam početi. No. Je pa res, da nisem nekih full velik serij pogledal, oziroma jih ne gledam sočasno veliko, enostavno nimam časa. Ta bila ena od teh, ki mi je bila najboljša, recimo, v zadnjem času. Tako da priporočam. Se pa tudi na Sloveniji 2 sem videl, na enki. Ja, nekaj časa pa. Jaz upam, da nisi toliko not padel, da zdaj Anki praviš of Boki. Lepa. Dobro, ne, v bistvu je Boki je ovanka, a veš, to je updated version. Ja, lepa, ok. Ja, jaz sem tudi vse pogledal in ja, je kar. Mene predvsem všeč, kako je posneta, no, vse to smo se pogovarjali, ampak je zelo dobro je posneta, pa ja, zgodbo presenetljivo na cool način naprej pelejo, no. Tako, ja, pa meni je nekot ok, se je nekako, mislim, postavila malo prihodnost, pa v smislu, ok, da pač tak svet nikoli ne bo, ampak na nek način neki momenti so pa taki, da če bi prišel do nekega ekstremnih sprememb, pa do nekih, a veš, nekih takih, ajde, recimo ta državna vojna v Ameriki ali karkoli, recimo tako knjiga, telo po knjigi, a ne napisano, da pač speljano v to smer,
da je potem dejansko ta Gilead, ali kaj je že ta nova država, čist nekako izolirana od sveta. Ne vem, mislim, ima neke take stvari, ki si rečem pismo, kako bi to izgledalo. Recimo, sploh tisto, ko se vračajo nazaj v preteklost tej seriji, pa kaže recimo te začetke teh velikih sprememb in ta panika ljudi in te selitve in ne vem, vse to se kar mal stisne, ker je na dober način posneto, no, in zelo realistično, vsaj ta del. Tako da, skozi sem rekel, čakam 3. sezono, no. Upam, da je kmalu vidim, nekdaj pride ven, ampak enkrat kasneje letos, se mi zdi. Ja, mislim, A knjigo si bral? Ne, nisem bral knjigo. Mirjam Drev je prevajala in mislim, da smo ta prevod že kar nekaj časa nazaj dobili in so ga zdaj lepo, so ga lani ali predlani, no, so ga ponovno izdali. Tina Dobrajc je naredila čisto hudo naslovko, naslovka, stilistično po nadaljevanki. Je pa mogoče tukaj še eno nadaljevanko za omeniti, ki si rekel, pač, kako ta prihodnost je rahlo utopična, pa ne vem, mislim, da smo to kar v glavah Rajankih še omenili, Anže, The Kings, ki je igral Ian McShane, yes. McShane, ki je igral noter, ampak je pa tudi sama ena sezona žal narejena, je pa tudi neka taka ZDA, ki so razpadle pa na več nekih takih manjših kraljevin in sledi tej biblijski zgodbi o Saulu pa Davidu in tako naprej, ampak je tudi bila tako zelo hudo narejena, ampak mislim, da je bila tudi nek sci-fi ali FX. Ne, bolj weird. Kingsi so bili od NBC-a, glih to je bilo weird, zato pa ni ratal, ker je izgledal, da je cable, ne? Je bil pa v bistvu network show in ni šans, da gre to. Je pa full. Mislim, da je 10 delov, ali koliko je bilo narejenih, ne? Ali pa mogoče 12 in je po mojem to še zvedno za pogled, no. Tako, ja, to dobro sem spomnil, to je bilo tudi eden mojih favoritov. No, super, okay, ja. Če kdo najde, to je res kar v redu. Ja. Pižamc, tvoja serija. Ja, jaz sem pa rekel, ubij Eve. Ja. Kill Eve. A si že pogledal zdaj do konca? Ja, do konca. Še na svet? Bog, si gledal? Ne. Ok, bomo probali čim manj spati, ampak to je bilo zadnjič en tistih večerov, ko šaltaš po Netflixu, pa reč, kaj bi gledal, The Ballad of Buster Scruggs, a kaj že ta zdaj ne od bratov Coentenov, ja. Reče, bi to, pa ne, to je 2 ure, pa pol nava tog časa gleda, to je neki za 1 urca, tako, kaj že Killinjev, je to na Amazon, ne, to je HBO, preklopva. In so končala ob 2:30 zjutraj, ko je internet dol padlo. V 2 šusih, sicer je res samo 8 delov, ne, ampak čist huda zadeva, na kratko, Sandra Oh, ki jo večinoma poznamo iz Grey's Anatomy, Talenti v belem, kako je že, še eno od teh lepih prevodov, in pa seveda z letošnjih Golden Globov, kjer sta bila skupaj z Andyjem Sambergom, je ena taka tako uradnica, rečemo temu v MI5, tej v britanski službi, in zgodi se nek umor na Dunaju in preživela priča partnerka, spremljevalka človeka, ki so ga ubili, pobegne v London in tam jo imajo in se ugotavljajo, da pravzaprav pol nekih umorov, ki so mogoče povezani, ne? In vidimo tudi to pravzaprav tajno morilko, ki se preživlja z ubijanjem po naročilu, no pa igra Jodie Comer in sta dejansko potem tale Cassandra, se pravi njen lik, kako mu je že Eve, ne, itak je Eve ime, kako je že, moramo preveriti. Eve zgubi službo in potem jo neka starejša agentka najame za tajno skupino in potem raziskujejo, kaj ta Villanelle v resnici počne, ali so ti vsi umori povezani ali ne. In je zelo tak ključen, zelo tako vohunski, tako letajo po celi Evropi, produkcija je čist huda, dialogi so hudi, v osnovi kriminalka, malo vohunsko, ampak polna humorja, ki pa ni prisiljen, ker totalno izhaja iz likov samih, iz njihovih karakterjev, imaš tudi zelo ogabne scene, ne, tako da mogoče ni glih zagledati na avionu zraven koga med dolgim letom, ampak pa tudi njih strah fentavati ljudi. Ja, ampak mi dva isto, mi sva gledala v 2 kosih, ker je res toliko dober. Pa fajn je, ker veš, da je samo 8 delov. Je to. Kaj ni meni se zgodil, ker se tam v 6. delu, ko grejo na neko lokacijo, sem rekel, že so pa na zdaj, da tega čist podebilili in niso. In dejansko skozi se nekako poigrava s tvojimi pričakovanji, ti ponuja tisto, kar misliš, da bo, ampak potem ta zadnji trenutek obrne in je
tudi odigrano super in liki totalno razdeljeni. Mislim, da so se to mi dvoznač pogovarjala, ne, že, da pač, če bi bila ta nadaljevanka nastala pred 10 leti, ni šans, da bi bila tipa v glavnih vlogah. Ja, to je res, ja. Ne bile ženske, ja. To je dejstvo. Ja. Po mojem najboljši ženski liki v nadaljevanki, no, tako bom rekel. Vsaj, kar se meni tiče. Zdaj imamo Killing Eve pa Handmaid's Tale, Face Off, kaj? Ja, očitno. Ne, pa ja, ok, ne, Killing Eve je res tako, nora je tudi, da je BBC, no. Tako, ne vem, zakaj to mi je, se mi zdi, da da neki še malo ekstra zraven, no. Ja. Je pa tudi po seriji nekih romanov. Luke Jennings je pisatelj. Ok, imamo kakšno vprašanje glede serij? Imamo vprašanje glede serij in sicer, Niko Rajk sprašuje mnenje o Expanse, smo ga povedali. Ja. Je pa tudi Mito spodaj komentiral, da pride v kratkem na podcast Obot. Tako da poslušajte podcast Obot, tudi božična epizoda je bila zelo dobra, sem slišal. Nehi se plagati. In pa Volkac, Afna si počrtaj Wolf sprašuje Berlin Station in Katarina Čas, je kdo gledal in kakšen je to uspeh na lestvici od Marka Miliča do Luke Dončiča? Jaz tega Berlin Stationa še nisem gledal, ne vem sploh, za kva se gledal, sklepam že spet neki vohuni ali kva. Ja. Pojma nimam, ampak to, da je pač, meni se zdi, da kjerkoli Katarina Čas je to pač to proper uspeh. Je pa res, da zdaj ona tako, ona je zdaj že tako neka igralka z nekim faktorjem tam, tako da sploh ni mi weird več, da dobi take vloge. Ja. Pač tako res, mislim, vsaka je čas, ni drugega za reči. No? Pač, jaz sem še zmer najbolj A Touch of Cloth fan. Okay, to bo njeno remek delo, pa naprej. Jebe Scorsese, A Touch of Cloth. Ampak ja, tako, meni sploh, mislim, vsaka je čas, meni ni, to je Dončić, v resnici je Dončić, no, on je Dončić, pač ne vem. Ja. In pa še Dejan Bojič, ki smo ga že prej, pa še sprašuje, če imamo kakšno imamo mnenje o novi seriji Magnum P.I. To pa jaz do tega vprašanja nisem vedel, da obstaja in ne morem verjeti, da bo to obstajalo. Jaz sem videl tleke, da v GIF na CBS, da model nima Tom Selleck brkov, tako da moja ocena bedno. Čak, Magnum P.I. nima brkov? Ja, ne vem, tle ni. Na tem GIF-u model nima brkov. Okay. Sploh ne upam googlati. Jaz nisem vedel, da to... Sej, sam remake so remake, ne, pač tako življenje, ne. To je to. Ker to je vse, kar te imajo še, ne, te tradicionalci, ne. Imajo neke stare intellectual property, ne, ki jih potem probajo rebootati in tako si dvigen rating, pač se drugo jim naprostane v resnici, ne, ker ne morejo konkurirati Netflixu, pa Amazonu, pa HBO-ju, ne, pa zdaj, kot vidimo, ne, tudi Apple, ne, ki je glihar dal milijardo za serije, ne, pa filme, tako da, ja. Ja, pa tudi Magnum P.I. ta remake ima, mislim, glavni zaradi brkov, oziroma pomankanje brkov, ima 5,2 oceno na IMDb. Ja, ampak to boh je, kdo je to. Čeprav neki folk je to že videl, to bo kar slabo sklepam, ja, ampak ok, tak je life. A še kakšno vprašanje pa to? Ne, nič. Ok, pa gremo na, to je zdaj pa tretji krog. Ker smo podcast, ne moramo imeti tega. Naj podcast v letu 2018. Ja, jaz zdaj, tega mojega sem zdaj že parkrat omenil, tako da ga bom sam rekel, pa to ni moj pik, ne. Dubai Friday, jaz tega ne morem nehati poslušati, jaz jim denar dajem, to je zdaj moj podcast rato, pač preveč je dober, razlaga, ti ljudje se kvazi pogovarjajo in rešujejo neke izzive, ki se jih dajo, ampak jih v bistvu ne. Pač to, kar se kle smejim, sem, kjer ne smejim, ampak to ni moj pik. Bi pa en pik, ki je pa ta en teh podcastov, ki pridejo, až kakšen serial, pa te, ki so malo, ki so širša, Dirty John. Je pa podcast, ki so ga naredili par LA Times reporter, ga je delal. Je pa taka neka crime zgodba o enem modelu, ki se tam speča z eno žensko in potem poslušaš intervjuje ljudi. Mislim, da je samo 6 epizod, tako relativno kratka zadeva, ampak za gledati. Je pa že spet so umori, pa tako pa resničenje, tako da až to kar tako priporočati je malo, ne. Ampak je fajn, ki je kratko, pa vice tako, da je Zeitengar delo, no, da je zelo je temeljito vse skupaj narejeno. Ampak kaj bazira na eni zgodbi, ki jo pa opisujejo, ali kaj, ali kako? Ja, prav resnična zgodba o enem modelu, ki je v bistvu malo prevarant, pa tako, pa
se tam z eno žensko začne hoditi, pa kako to razdre familijo njeno. Tako, ful dobro. No, res nočem preveč povedati, ker bolj, če bo kdo koga zanimalo. Ampak to je pač, recimo, temu narekovajih prva sezona, ali kaj zdaj? Recimo, ne, to je to, ker je zaključeno, to je ena zgodba, to je to. No, že, ampak imajo namen delati novo, a veš, kaj mislim, tako je serial, ima recimo potem drugo, tretjo. Ja, ne vem, sam ker klep zelo vezan na to zgodbo, tako da mogoče bo ta model še kaj delal, ne, ta novinar v LA Timesu, ampak to pojma nimam. No, ampak, a pa če bo pa Dirty Jack. Ja, bo še enega modela najdel, ne, ampak res tako dober, je pa res, da jaz imam s temi podcasti, tako ala serial, pa te ne, jaz gledam nek tak zadržek, ki je tako zelo je, hitro so taki, kako bi rekel, hitro, preveč seksi te stvari ratajo, no? V bistvu pa tako v morih, hitro ratajo kot oni ID Discovery kanali, pa tiste. Sam da je dosti boljš narejen, ampak jaz imam tako malo zadržko mnenje zmerno do tega. Klem je bilo pa predvsem res to všeč, ker ta model se mu vidi, da je novinar, pa da je tako zelo proper zgodba je, no, in stoji na malo bolj trdnih temeljih, kot mogoče serial na trenutke. No, da... no serial nisem to tretjo zdaj poslušal, moram reči. No, tako da... ja. Jaz tudi če ne, pa je, da je dosta ok proti sploh resmo dvojki in enki. No. Ali četrta, tretja se nekaj reje, četrta, tretja. Ne, hotel sem reči, da sem poslušal en trailer, ki so ga posneli, pač za serial in se mi zdi, da so skoraj malo preveč povedali. Tako. Ja, sam pri njih moraš pa kar računati, da bo že spet en twist, ne? Da če misliš, da veš, ne veš. Ne? To mislim, da je poanta. Ker sem bil čist napalen, ko sem videl, da je prišlo ven in potem sem poslušal en trailer in na konci spadlo tako, da me je kar malo minilo, ker sem imel feeling, da so preveč povedali, da že vem, kaj bo. Se pa strinjam s tabo, da je pač treba poslušati. Kvalitetno je, to sigurno. No. Ja. Boki, tvoj pik. Moj pik, ja, mislim, jaz še vedno pač najraje poslušam svoje klasike, History on Fire, Hardcore History, Joe Rogan, ne vem, Star Talk ob priliki. Ampak verjetno enega, ko sem ga pa verjetno najraje poslušal v 2018, je pa The Vogue Pod. Adrian Wojnarowski, to je verjetno najboljši novinar, basket novinar oziroma insider. In delala res neverjetno dober podcast za vse tiste basket fane, ki ste, se pravi, normalno da v NBA, ampak v NBA ligi, ampak on ima redno goste, kot so trenutni ali pa bivši GM-i, pa ostali recimo draft analitiki, NBA analitiki in tako naprej. Jeff Van Gundy je doskrat gost in imajo res kvalitetne pogovore, tudi doskrat grejo tako malo behind the scenes, recimo zdaj, če bo recimo tema trade deadline in potem dobijo kakega bivšega GM-a in ta razlaga, kakšna je dinamika, kaj iščejo, kaj gledajo, kaj kdaj ljudje oziroma fani mislijo, da se dejansko dogaja, pa se ne in tako naprej. In to je pač za vse tiste, ki imajo radi basket tudi na malo drugačen način, ne samo da gledajo pač to, da največja košov pa asistenc pa tako naprej. Je to podcast, ki je sigurno za vsakega takega. No. Občasno takega košarkaša oziroma basketaša iz NBA lige, ki je gost, ampak v glavnem so pa te bolj, bom rekel, zakulisne stvari, ki mu jih pač vsi ti ljudje zaupajo, ker ta Adrian Wojnarowski je pa res eden bolj, ali pa mogoče celo najbolj kredibilen novinar oziroma insider, kar se NBA tiče, tako da ga tudi sam osebno poznam in sem se na par teh eventih z njim pogovarjal in je res legenda in je užitek ga poslušati, ker ima dobra vprašanja, zna model, tako no. Evo. Ok. Pižamc? Tle moramo samo še omeniti, če slučajno kdo spremlja basket, pa da je zgrešil, da imamo zdaj na aparatu se tudi dvokorak nov podcast o košarki. To je res. Pa Luka Štocin, ki je bil v podrobnostih že parkrat, tako da ja. Tako da zdaj ne vemo, če še hotel sem prijeti. Ja, videl, ga prisilu. Če ne zbrišeš arhiv njihov. Ja, res je. Obe oddaji. To je res. Pižamc, tvoj pik. Ta je bila nizka. Zdaj, The Good Place podcast sem že zanč omenjal, ker smo se pogovarjali, tako da tega danes ne bom. Čisto hitro prolazil en, ker sem ga zacahnil, si tako na 2 dela poslušal, ampak nisem šel še naprej. Broken Record, ne vem, ste zasledila vidva, kaj je to? Ne. Malcolm Gladwell, se pravi taka dela, kar se podcastov tiče, The Revisionist History. Rick Rubin, legendarni producent, pa Bruce Headland, ten glasbeni novinar, tako delajo intervjuje z raznimi glasbeniki pa zgodbe. No, jaz sem tako poslušal prvi del, ko se dejansko pogovarja Malcolm Gladwell z Rickom Rubinom o takrat, ko so bili te požari in sploh ne vedel, ali je studio njegov tam v Orange County, ali je njegov studio preživel ali ni.
Je malo tega, recimo, kako je delal z raznimi od Beastie Boysov, s katerimi so bili pol na turneji z Madonno, pa do Johnnyja Casha. In pa drug del, kjer je Nile Rodgers, kitarist od Chicov, en teh najbolj znanih disco, funky kitaristov. In tako se mi zdi, da so ene take glasbene tangente noter, pa znajo zgodbe delati. Ne? Ampak tist, ki bi ga pa omenil, je pa pravzaprav edin podcast, ki ga tako dokaj redno poslušam, je pa Our Fake History. Ja. Jaz sem to samo eno epizodo poslušal. Our Fake History je pa, sploh ne, kdaj sem na letu ampak sem začel poslušati ga in ga ponovadi ga sicer delam tako zelo bi rekel tako v kosih, takrat, ko se maja pa aprila vozim po osnovnih šolah. Sebastian Major, en kanadski zgodovinar, dela in tako dejansko dela zelo dobre zgodbe in njegov point je pa pravzaprav to pač, da ta Our Fake History, kaj so te miti, zakaj mislijo, da so zgodovina, pa niso, kakšna resnična zgodovina se lahko skriva v mitih, ne, in pa katere so pravzaprav zgodbe, ki niso resnične, ampak so predobre, da bi ostale pozabljene. Ne. In recimo zelo super tak, kar se našega okolja tiče, recimo je tako trodelen, mislim, da je iz prejšnje sezone, iz predprejšnje, o obleganju Dunaja, je bil zelo zanimiv podcast. Zelo ima veliko tudi o glasbi, o rock'n'rollu in pa zdaj mi mogoče to tebe, Bo, ki zanima. Se mislim, to je opozoril tudi dr. Marko na Twitterju, znač, ne, da ima ta o tem The Magicians of the Gods, ima tega noter in ima pravzaprav o tem gobekli tepejo, o tem najdišču v Turčiji, ne, je zelo velik noter. Tako pa, ne vem, 3-delen podcast je imel o Stalinu pred kratkim, pa tudi dosta takih, tako rekel, ki so pač sam po eno epizodo. Ampak rekel si Our Fake History naslov. Ja. Ampak, sorry, sem nisem te pa uspel razumeti, zakaj je fake history. Oni pravijo povedati, da pač nekaj, kar mi mislimo, da je zgodovina, pa v bistvu ni. Dejansko, oziroma in pa kaj se dejansko v teh mitih in legendah, kako krožijo, kakšna je pravzaprav, kaj je resnica noter, ne? Iz česa so pravzaprav lahko nastali, kakšni bi bili dejanski neki zgodovinski lahko zgodovinsko ozadje, iz katerih so se potem te zgodbe kreirale in pa recimo ne sploh v te, kaž potem te razne bitke, pa križarske vojne, pa to ne, koliko je sploh možno, da so neki, da je bil tam nek tip, ki je zares se infiltriral nekam in tako naprej, se pravi, kako so nastajale te zgodbe, ki jih potem tudi nekako tretiramo kot zgodovino, čeprav vemo pa, da niso. In je zelo pa res zna pripovedovati dober zašpil zgodbe in je tak lušten podcast, tako za daljše fure. Pa, mislim, da če ga boš poslušal na avionu, da te najo po stran gledali. Večkrat sem slišal že za to, tudi na Twitterju sem videl, ja. Ampak prepričal si me, sem ga zdaj subscribenul. Lepa. The best. Jaz bi lahko še enega uvalim, ki je dosti bizaren, ampak zdaj se spomnim. Ne, gremo naprej. Torej, pač zato sem slišal pa na Dubai Friday, ampak se mi zdi vredno omeniti. Obstajajo eni bratje, The McElroy Brothers, ki delajo dosti enih podcastov. Jaz v resnici nisem ful nekaj poslušal, predvsem sem gledal eno njihovo YouTube serijo Monster Factory, ampak to je čisto ločena zgodba, ampak pa sem videl, da imajo nek podcast, ki ga delajo, mislim, da zdaj že 2 leti vse skupaj, ima samo 7 epizod. Ne, začne se pa tako, da so imeli enkrat live podcast, ko imamo mi žive podrobnosti, sem da njih res gleda, po mojem, kot bo 6 čukov ljudi, jaz ne vem koliko. In so se ga nekje, ki je trava že legalna, zapohali ali neki so pojedali. In so se pa odločili, da oni hočejo biti v naslednjem delu filmov Trolls. To je nek tak musical risanka, ki je Justin Timberlake noter. Troli pač, ne vem. Ja, ne vem, 10-krat sem že gledal. No, ok. Nijam izbire. Ne, troli. Te z lasmi. Točno, tega so bili. McElroy so dejansko brati in se odloči, da oni bojo pa pač v tem filmu. In potem spremljaš, tako na par mesecev pride epizoda ven, ki se oni res odločijo, da mi bomo v Trolls 2, in pa svojega agenta kličejo, na koncu pridejo do te ženske, ki piše dvojko, tako noro, no? In pač umiraš od smeha zraven. Pa se eno iz Vanity Fairja se pogovarjajo, kako jih bo ona pokrivala. Ne? Tako res
Jaz o McElroyih malo vem, tako da sem bliže vedel, kaj pa čakam, ampak imam občutek, da to če nič ne veš, če si sam misliš, neki 3 šalabajzeri so se odločili, da bojo v naslednjem troll filmu, ne? In se potem to spremljaš, pa res 7 epizod, ki mislim, da traja tako po 20 minut ponavadi, se kar splača poslušati. No, jaz sem to v zadnjih parih tednih, tako glih pred novim letom sem to poslušal, malka sem se toliko smajal, no, pri podcastih, ne vem, zakaj sem pozabil, sem prehodil The Dirty Johna, ampak ja, še, mislim, da je pa naslov, je pa The McElroys will be in Trolls 2. Mislim, da to je to nekako moč pogubiti. Ne okolišimo. Ja, tako ni. Pa cel cajt na začetku tako govorijo, kao, ne, je tako kot serial, pa te, veš, ko, ne vejo še, kaj snemajo, da bojo v tem filmu, ne, ampak en dela pa voice-over vmes, ne, pa zdaj reče, no, ampak kot zdaj že veste, smo bili v tem filmu, ne? Čeprav snemajo pojma, nimajo, da jim bo ratala, ne? Nočem pa nič spoilati, tako da ni pa še tega filma odzunil, tako da resnice še ne ve nič, ne? Tako da ja, to sem mogel povedati. No. Okay. Zdaj imamo pa kaj, 4. krog še, ne? Kjer pa pač povemo neko stvar, ki ni nujno, da je film, serija ali podcast, ne? Pa ne sme biti babica. Hvala, pižanc. Drugač pa, spet sem jaz, zdaj sem jaz glih, ok. Čakaj, kako to misliš, da ima povej eno stvar? Je pač nekaj, ki ti je bilo kul, jaz bom en špil imel, recimo, ne? V 2018? V 2018. Kar je bilo kul? Ja. Ok, može, ok. Jaz bom pač rekel, da sem začel igrati PUBG Mobile, to je, kaj je PlayerUnknown's Battlegrounds na telefonu, gre za streljačino, ki je narejena tako kot Battle Royale, pomeni, da iz aviona skočiš na en otok in potem se polje oža in na koncu samo eden preživine. In jaz nič pilo več ne igram, ker še enkrat življenje se je spremenilo. Kle se pa da tako, če imam 10 minut cajta, dejansko lahko en špil odšpilaš. Moram reči, da tudi nisem vedel, kako bo pač FPS, ne, first person shooter, to je tako, se streljaš, pa iza pištole gledaš, kako točno bo to na telefonu delovalo in deluje presenetljivo dobro. Tako presenetljivo dobro. To je zdaj na Pixelu igram, ki je tudi relativno močen telefon, ne, čeprav je lanski. In špilam, tako da če kdo slučajno PUBG Mobile igra, tam sem ANZT, ker ANZT je bil zaseden, tako da sem še en T uvalil na konc. Ker še nimam nobenih prijateljev, ker ne razumem čistega sistema, ampak sem pa že level 14, če komu to kaj pove. Pa nisem več samo v gatah, to je tudi podatek, ker ko začneš z likom, imaš samo gate, zdaj sem pa že toliko prešpilal, da imam že hlače, čevlje, majico, sončne špegle in pa belo kamuflažno bandana ruto, ki jo pa ne nosim, ker je to grda, da jo dejansko napravlja. A ima veze, pizda, no, realno. Le se kamuflaž, da se te ne vidijo, če jo daš gor. Boki, ne, a ima veze. To je point teh špilov, ki pa hočejo, da kupuješ obleke, razumeš, ampak jaz se ne dam, jaz sem za stonkar klet, tako da špilam, ampak res ne morem verjeti, koliko se da zabavati, no. Res, ker je non-stop multiplayer, no. Ker igraš pač 100 ljudmi te not vrže, lahko mejiš, mislim, da na svoj jezik ali pa saj na Evropo, jaz sem zdaj na Evropo, tako da večinoma igram tako pač z Nemci, pa ne vem, z Angleži. Kaj je point igrice? Igre, še enkrat. Ne, streljaš se, pač first person shooter je. Okay. Na koncu eden preživi, Battle Royale je, to je zdaj ful popularen, no. Zaradi tega Fortnite obstaja, no. Fortnite je rado zaradi tega. Fortnite sem par posnetkov tak videl na telefonu. Ja, no. Ne, mislim, ne Fortnite igraš PUBG. PUBG igrajo normalni ljudje, Fortnite igrajo pa 6-letniki, pa samo to je razlika. Kako se napiše PUBG? PUBG. PUBG. Mislim, da se ti zdaj le glih, kar zajebo, edino šansa, ki smo imeli, da Dončić pride v podrobnosti. Zato, ker sem Fortnite zdaj so. Ne, ko vsi ti mladi igrajo Fortnite. Ja, s Fortnite. Zakaj je že noče Fortnite? Zato, ker ne zna unga dansa, kar roke premikaš. Floss, jaz znam flossa, Zig bi znal. Floss znam je ful dobro. Ok. Hvala za to informacijo. Flossa znam je ful dobro. Ne znam vse v lifeu, flossa znam ful dobro. Super, ok. Jaz znam flossa cel zvečer. Ja, kar lepa. Čakaj, na kjerem pa igraš lahko PUBG, lahko na telefonu špilaš, ali ne? Ja, pa se to ti pravim, da na to na telefonu igram. Smisel, da imaš ti na teh tvojih raznih vijih, pa ne kaj.
Boki, prosim, nekaj govoriti, ker se malo blamiraš zdaj. Ker sem na začetku rekel, da je mobile, pa da na Pixelu igram. Ampak v redu. Ne, res, brez zajebancije. Na Pixelu, ok, ni to pa sem preslišal, sorry. Okay. Jaz nisem si mislil, da se bo dal na telefonu tok cool first person igrati. No. Res je proper narejen špil. No. Jaz prav ne morem verjeti, kako je fajn. No. Downloading now. Ok. To je to. Boki, tvoja stvar. Moja stvar. Mislim, nisem neki bil rododaren do sebe v 2018. Recimo ena stvar, ki sem si jo privoščil, je bila, kupil sem si nov kimono za žico. A to šteje? Ne moreš priporočiti tega folka. Mora biti nekaj, mislim, lahko žico priporočiš ljudem. Ja. Veš, to je to, ne? Ampak mora biti nekaj, kar lahko še kakšen movie ali pa serijo, ni panike, klej anything goes. Ne, mislim, zato sem te preprašal, kaj je točno, zato ker sploh ne vem, kaj bi lahko vrgel v to kategorijo, ampak če si že ti dal igro, bom pa še dal eno igro, a ne? Okay. Ena igra, ki je ful češka, pa je ful zasoljiva, ki je začnem špilati in ne morem spustiti, oziroma da stran je pa, da se zdi, ker oba ne poznata, Helix Jump. Ne. In tako eno žogico pač dol po enih takih stavbi spravljaš in to je cel point igrice. Pa okolj se vrti, to sem videl sponzor dobjave na Instagramu. Ampak je neverjetno zasoljivo, ker je ful dober feeling, ko spriješ to žogico do konca. Res, tako je super. To sem pa videl, ker pač pada, ti pa vrtiš. Ja. In pa imaš različne levele in to vse. Ampak ne, hočem povedati, da enostavno PlayStation pa vseh teh stvari enostavno ni časa več. In sem časi jaz toliko tega preigral, da me kar sram, da nimam več časa in se moram na čas, da se vržem nazaj noter v to, ker vsake toliko malo zasrbijo prsti in pogrešam te cajte, ko smo lahko igrali do 3 zjutraj brez problema, pa zjutraj šli na trening, pa polni energije. Če zdaj to naredim, se en teden ne sestavim, stari. Zato tudi jaz nič več ne igram, zato pa pravim, PUBG Mobile na telefonu, sam povem. Imaš dan stajt, da gremo malo. Pa ko boš PUBG dal dol, pa da je še Hearthstone si, pa greš še nekaj pa kakšno. Boki ne, to je pa dejansko droga. Čak, do tell more. A si, ko si bil mulj verjeten, zdaj opazil Magic the Gardening karte? Ko so ljudje kartali, ko so zbirali pa v roke, pa ni, ali pa tako, kot je bil Pokemon, pa Yu-Gi-Oh, pa to. Ne, Pokemon niso bile karte, sorry, Yu-Gi-Oh so bile karte, ne, Pokemon je bil na Nintendo, tako je. Bum, bravo. No, v glavnem Hearthstone je pa tako, kot Magic the Gathering, sam, da je v svetu Warcrafta in je digitalen in je droga, težka droga in ne tega sejati zato, ker ti imaš cash in ti boš kupoval pol full packov. To ni v redu. To meni splošno ni všeč te fore. Lik dan smo se tudi doma pogovarjali, se neko lik, vse te igrice, ko jih dan skupiš, pa vse to, kar imaš, vse je neki kao ta in-app purchases in liko ti fajn rata, potem pa moraš zraven dajati. Neko to mi je tudi, raj bi bilo na začetku, daš tistih 4, 5, 6, 8, karkoli je, pa igraš brez problema do konca. To, ko te pa vmes nateguje, koliko ti fajn rata, da moraš plačati, tisto mi pa ni všeč. No? Tako da, če je tak način narejeno, pol ne. No. Ne, pa se v bistvu ni, se načeloma lahko Hearthstone, kar igraš sam. Lahko tudi zaston, sam pač pol traja, pa sploh, če se zdaj noter vključeš, ker je že par let stara in jaz sem zelo hiter not prišel, tako da imam veliko zalogo kart. Pa dejansko si pač kaj 3-krat na let, ko imaš to razširitev, damo njih 40 €, pač ker je to dejansko edin špil, ki ga igram. Nekaj bude, zdaj pa ne bom nekaj. Lahko nekaj priznam. Ja. Da odkar sem prej omenil Helix Jump, ga še nisem nehal špilati. Zdaj, ki si dal telefon v rake, ne? Ja. To je slabo. Pižam, tvoj pik. Jaz bom pa izbral 3 knjige, če smem. Seveda. Prva, ker je pač Cankarjevo leto in moramo nekaj o Cankarju, gre za strip, ki sta ga naredila Blaž Vurnik pa Zoran Smiljanić in gre za Cankarjevo biografijo. Se pravi, ne tako, kot smo mi delali pri Cankarju stripu, kjer smo predavali njegove zgodbe, ampak spoznavamo celo zgodbo življenja Ivana Cankarja, pol nekih dokumentov, noter tudi njegove risbe na koncu vključene, določene faksimile in not recimo med drugim tudi te stvari, ki smo jih mi omenjali v podcastu, ki smo ga snemali na Ljubljanskem gradu in ki bo nekoč letos, zdaj, ko se je Cankarjevo leto že zaključilo in se je začelo Vodnikovo leto, našel mesto na
mreži Aparatus. Tudi to recimo nekako je bil ta njegov zajtrk, ki je ob 6:30 imel 2 čaja z dvojnim rumom, brez kruha za zajtrk, ne? In pa seveda vse čas brizganec, ne? To je ta beseda, ki je bila Anžetu zelo všeč. Ja. Tako da to je to, pa seveda diči se z laskavim naslovom knjiga leta Slovenskega knjižnega sejma 2018, da prevzema z eno umestno pauzo štafeto, mojo. Okay. Potem gleda to, da so v Sloveniji zdaj ful popularne kriminalke. Ja. Bom rekel Pogodba, Mojca Širok, ki je tudi, sicer se zdi, da je pač več se govori o Golobu in zdaj tudi Lenino park bere, ampak Pogodba je taka super, ker se vidi, da pač Mojca je toliko in toliko let preživela v Italiji, obvlada to sceno. V Rimu se je zgodil umor, imamo policista, imamo novinarko, imamo korumpirano oblast in dejansko je pravzaprav cela knjiga samo o tem, kako je neka ta obstaja nenapisana, rečemo temu, pogodba o nekem statusu quo, ki jo nekateri skušajo porušati, ampak niso ravno zelo uspešni ves čas. Okay, tretja stvar je pa kuharska. Ne, gremo še na to, ker sem pred časom dobil od Svakine Zadar in sem čist dal pa Otolengi, človek Simple je pa knjigca, tako da to so pač taki dosti preprosti recepti. Jaz sem od njega naredil napako, ko sem kupil nopi po tej njegovi londonski restauraciji in da so res kar zajebančki noter, ker se moraš matrati, da so pa dejansko tako neki preprosti recepti in že ti si zančedo, ki je Mojca delala tiste razne solate, pa to iz tega ven. Hudo, ti si dobro. Da bom lepo zdaj lahko izkoristil stvar, ki me je Anže naročil. Lahko povem, koliko je Anže benevolenten. No, povej. Anže ti naroči lito železno ponev za Amazona in noče provizije. Hvala, prijatelj. Ja, zato, ker se deli pošnina, prijatelj. Ni kleni altruizma. Zato, ker gre pošnina na več delov. Ampak ne, lodge forever. No, ne bomo. Ja. Okay. To je to, mislim, da. To je konec, ne? Gospe in gospodje, lepo ste povabljeni, da se nam pridružite na spletu, kjer nas najdete na www.aparatus.si, na Twitterju smo @aparatus_si in pa @podrobnosti_si. Račun, ki ga vodi naš prijatelj Sužen Strokovnjak, trenutno gleda 4. sezono Ljubezni po domače. Na Facebooku nas najdete na aparatus.si in pa seveda tudi Aparatus legitimna FB skupina, kjer se nam pridružite v debati in boste malo bolj aktivni kot danes. In pa seveda ta podcast dejansko je podcast. Podpri.si. Davženkrat poplačano. Ja, res hvala vsem, ki podpirate. No. To ni joke. Pač, always. Ne, pozabil sem začetku reči srečnega pozdrava še. Ja, 2019. Woohoo. Ja, moramo povedati, ne, sicer, da smo imeli tudi po festivalu, lahko zdaj, ker ne snemamo več, kaj je off the record, povemo, da smo imeli še sindikalni žur. Res je. Tako da Boki je sicer ni bilo, ker je bil na obali, ampak... Bil sem z vami, ali tako. Duhu, tako je. Midva z Anžetom in Godler smo pa, upamo reči, pojedli vsake eno celo pico. Res je. In si razdelili 2 predjedi, tako da motherfucker spet za all in. Točno to, all in. Pa mogoče najboljša pica v Ljubljani, tako da, ampak šteje. Ja, res je dobro. Pa seveda, kaj je že... Nekaj se govori, da imate opazovalnico v živo. Kje se dobi karte? Ne dobi se jih. Ja, ne dobi se. Sorry, Peli. Ja, opazovalnica bo live, oziroma živa opazovalnica 29.1. v Kinoteki. Karte so šle pa res zelo hitro, tako da žal ne morem nič. Lahko gledate, če bo kaj na moje karte.si, če se kdo premislil vmes, ampak je šlo res ful hitro. No, tako da ful hvala vsem, če kdo posluša, kaj jo je kupil, ker to res veliko pomeni. Tako da, Boki, kje si ti na internetu? Boki Nahbar. Zmenen. Vero še ne več, ne, zanj si rekel, da si ga skril. Vero ne več, to je res. Čakam, kaj bo no big thing. Zdaj, ko si jih rekel, zdaj, ko si jih omenil, oziroma ko omenjamo social media, samo me zanima nekaj, ker je v bistvu prej še bilo eno vprašanje za nas vse, ampak je bilo povezano bolj z tem in sicer sprašuje CH4MO ali Čamo, a mislite, da piše za leto 19, a mislite, da bodo tweeti editable? Ne. Ne. Jaz mislim, da ne bo. In prav je. Ja, edin prav. Še to rabimo. Še
še to plast vmes tega gorečega družabnega omrežja, da bo ljudje lahko nekaj lepega napisali, dobili lajke, pa poeditali. Kaj pa vse dobre stvari, ki jih je Hitler naredil. Tako da res, sam še to rabimo. Itak Twitter že ne obstaja več v resnici, tako da je dosto vseeno, tudi če to naredijo. Kaj misliš, Twitter, mislim, pismo pa tako fajn, ko je bil svoj čas. Ja, bil, ja. Operativna beseda, Voki, bil. Tudi ozonski plašč je bil dober svoj čas. Svoj čas je bil super, ja. Lepa. Pižamc, kje si pa ti na internetu? Jaz sem pa Pizama na Twitterju, na Facebooku Boštjan Gorenc Pižame, pa Stric Bedanc, oziroma če napišete Boštjan Gorenc Pižama na Instagramu. Jaz sem rekel, če mi ne sledite na Instagramu, dajte mi prosim, da zdaj nabiram mejo, ker ne dobim kljukce, ker nisem zaposlen na nekem zavodu, tako kot Anže Tomič, da bom imel toliko. Manjka mi še ne par ljudi, da mi lahko da od spod, kao povleci gor. Ja, to je. To je to, pa drugač, brate, še zmeraj naprej hodimo okoli in pa ena stvarca, ki bi povabil 31. januarja v 10, kot pač neka variantica panel šova, ne bo čist, ampak bo bolj pogovorni večer, 8 komikov, Brgant, Krojcer, Jest, Perica, Težki, Žerjav, Stare pa Celec, bomo malo ob zaključku leta se ozrli nazaj, ne samo na zadnje leto, ampak tako malo nazaj bomo malo pripovedovali stvari, ki se nam dogajajo v zvezi s komedijo, v zvezi z nastopi in bo kar prifuknjeno, kot bi rekli temu. Tisti, da imam probud na to iti, tako da sam povem. To je to. Vidite, Anže bo tam, če ne dobite kart, za živo opazovalnic lahko pridete Anže tako pogledati v živo. Jaz sem sedel ob strani. Brade so na Vojotu. Ja, sem res. Pogledate. Ker smo bili, za silvestrski program smo bili motherfuckers. To je to all in. Ja, to je so stori moški leta, palci svet leži pred nogami. Prosim, neh omenja ta stori moški leta. Dokler ne bom poštekal, kaj točno je, to bom omenil. Jaz sem posod na internetu, Anzeta, Pižama, ti rečeš adijo. Adijo. Jaz rečem adijo. Boki pa reče. Srečno, pa ne za večno, see you later.